skupaj opravljenih 4750 PCR testiranj in 24855 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 929 novih okužb. Te podatki bodo razvidni tudi iz naslednje tabele, ki prikazuje, da je delež pozitivnih PCR testov včeraj znašal 19,6%, kar je primerljiv odstotek s pozitivnimi PCR testi izpred enega tedna. Poglejmo še naslednji graf, ki prikazuje 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev Slovenije. Večjih sprememb v tem grafu ni opaziti, še vedno ostaja Primorsko-notranjska regija tista regija, ki ima najvišjo 14-dnevno incidenco, Obalno-kraška pa tista regija, ki ima najnižjo 14-dnevno incidenco. Na ravni države se je 14-dnevna incidenca nekoliko znižala in znaša 452. Nasprotno pa se je nekoliko povečala 7-dnevna incidenca, kar prikazuje naslednji graf. Če lahko naslednji graf, prosim. Očitno imamo tehnične težave, tako da bomo graf, ki prikazuje 7-dnevno incidenco, morali žal preskočiti. Lahko pa povem, da se je 7-dnevna incidenca nekoliko zvišala, a tudi podatek za 7-dnevno incidenco kaže, da je Primorsko-notranjska regija tista regija, ki ima najvišjo 7-dnevno incidenco, Obalno-kraška pa še naprej ostaja tudi pri tem grafu tista regija, ki ima najnižjo 7-dnevno incidenco. Razmere v naših bolnišnicah ostajajo podobne, kot smo poročali pretekle dni, je pa tudi danes število COVID pacientov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, nekoliko nižje. Danes se tako v naših bolnišnicah skupaj zdravi 560 pacientov ali 24 manj kot včeraj. Na intenzivni terapiji je danes zasedenih 141 postelj oziroma 2 postelji manj, kot smo poročali včeraj. Tudi v UKC Ljubljana se danes zdravi nekoliko manj COVID pacientov in sicer skupaj 168, kar je žal še vedno izredno visoka številka, od tega 47 na intenzivni terapiji. Skupaj je bilo sicer včeraj v naše bolnišnice sprejetih 45 COVID pacientov, kar 63 pa jih je bilo iz bolnišnic skupaj odpuščenih. Žal pa tudi včerajšnji dan ni minil brez smrti, v bolnišnicah je skupaj umrlo 6 oseb. Če nam bo sedaj uspelo prikazati tudi graf, ki prikazuje razmere v bolnišnicah, sporočajo mi, da imamo žal tehnične težave, tako da se opravičujem, danes grafičnega prikaza razmer v naših bolnišnicah ne bo. Lahko pa povem, da se je trend zasedenosti postelj v bolnišnicah nekoliko obrnil navzdol in vsi si želimo, da bo ta trend vztrajal kar se da dolgo. Tako kot vsak teden se bo tudi danes vlada seznanila s trenutnimi epidemiološkimi razmerami in na podlagi mnenja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje sprejela odločitve, ki vam jih bomo, tako kot običajno, predstavili na jutrišnji novinarski konferenci. Sicer pa 7-dnevno povprečje okužb še vedno ostaja nad kriterijem določenim za prehod v rumeno fazo. Žal je to povprečje danes precej višje, kot je bilo v zadnjih dneh, in sicer po danes objavljenih podatkih znaša 750. Meja za prehod v rumeno fazo je postavljena pri 600. Tudi drugi kriterij sproščanja ukrepov, to je zasedenost COVID bolnišničnih postelj, še ni dosežen, saj je meja določena pri 500 zasedenih posteljah, danes pa se v bolnišnicah zdravi, kot že rečeno, 560 obolelih za COVID-19. K besedi pa sedaj vabim današnjega gosta novinarske konference, državnega sekretarja, gospoda Jelka Kacina. Izvolite.
in Branko in celotna ekipa. Vsi prav lepo pozdravljeni po majni predstavitvi trenutnih epidemioloških in hospitalnih razmer. Je prav, da nekaj več povemo o trenutnih razmerah pri izvajanju cepljenja in dolgoročnejših pričakovanjih. A naj najprej poudarim, da danes živeče generacije epidemije, še manj pa pandemije takih dimenzij, še niso doživele. Gre za svetovno zdravstveno in socialno krizo, zato je zamejitev COVID-19 in njihovih mutacij prva prioriteta tudi pri nas. Zato iskrena zahvala vsem, ki nam v tem soočanju aktivno pomagate že več kot leto dni, ko varujete sebe in svoje najbližje pred okužbo. Marsičesa smo se naučili in marsikaj smo skupaj prestali. Cepljenje je najpomembnejši in najučinkovitejši korak vsakogar od nas na naši skupni poti k večji normalnosti. Vsi, ki še razmišljate, ali bi se cepili ali ne, ne odlašajte več z odločitvijo. Dobivamo vse več in več že dogovorjenih odmerkov cepiv in se hkrati trudimo zagotoviti še dodatne količine. S hitrejšim cepljenjem želimo zagotoviti še vzdržne razmere v naših bolnišnicah oziroma v njihovih COVID oddelkih in ustvariti bolj varno in bolj kvalitetno poletje. V vlogi, ki jo sedaj opravljam, bi se rad posebej zahvalil številnim sodelavcem in sodelavkam na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in Ministrstvu za zdravje, katerih delo omogoča oskrbo cepilnih mest s potrebnimi odmerki cepiv in vso cepilno opremo. Seveda pa je velika zahvala tudi vsem cepilnim centrom za njihov prispevek k doseženemu deležu že cepljenih in precepljenih. Pri tem ne smemo spregledati pomembnega prispevka zdravstvenega in drugih inšpektoratov, saj osebne stiske in druge stiske pripeljejo do očitnih primerov nespoštovanja cepilne strategije. Na podlagi dosedanjih dobav, izkušenj s posameznimi dobavitelji in napovedanimi dobavami imamo najbolj stabilno, redno in vse večjo dobavo cepiva proizvajalca Pfizer-BioNTech. V tem mesecu bo vsak teden prihajalo po več kot 50.000 odmerkov, ob koncu meseca pa že dvakrat toliko. Zato se bo povečan tempo lahko nadaljeval z več kot 100.000 odmerki na teden tudi v juniju. Evropska komisija je s proizvajalcem dogovorila predhodno sproščanje oziroma dobavo velikega dela pogodbenih količin cepiv, ki bi morali biti dobavljene šele v zadnjem četrtletju, pa jih že dobivamo in jih torej že cepimo v drugem četrtletju. Gre za dva dogovora, prvi vključuje 10 milijonov odmerkov in drugi še dodatnih 50 milijonov odmerkov, skupaj torej kaj 60 milijonov več odmerkov v tem četrtletju. Od tega Slovenija dobi celih 47% skupne količine odmerkov, upoštevaje delež oziroma razsežnosti našega prebivalstva. V mesecu maju bo to več kot 330.000 odmerkov. Precej več kot polovica bo namenjena prvemu cepljenju, preostanek drugemu oziroma že cepljenim z enim odmerkom. Vse to je postalo mogoče zaradi velikega povečevanja proizvodnih zmogljivosti Pfizer-BioNTecha v Evropi. S tem ukrepom namreč države, ki sodelujemo pri skupnem evropskem naročilu, nadomeščamo precejšen izpad odmerkov cepiva AstraZeneca. Ta še naprej ne izpolnjuje vseh pogodbenih obveznosti, ne glede na vse zaplete, pa so izkušnje cepljenih s tem cepivom dobre. Prinaša pa tudi najdaljšo zaščito med vsemi cepivi, saj se drugi odmerek cepi po 12 tednih ali 3 mesecih, z drugimi besedami, s čimer dosežemo najdaljšo, skupaj kar 9-mesečno zaščito. Žal nimamo vnaprej potrjenih količin AstraZeneca za več kot 2 tedna naprej. Težko je tako načrtovati cepljenje, ampak to so dejstva, ki jih je treba upoštevati. Zato z razpoložljivimi količinami skrbno gospodarimo, da imamo lahko na zalogi potrebno zadostno količino za drugi odmerek, če bi prišlo pri dobavah AstraZeneca do še večjih motenj. Dobave pa je močno povečala in stabilizirala tudi Moderna,
ki ta mesec prvič dobavlja cepiva vsak teden v enakih količinah. Zato ta mesec veliko lažje načrtujemo in prvič, tako bom rekel, udobno razporejamo to mRNA cepivo po več cepilnih centrih. Računamo tudi na dobavo novega cepiva Janssen oziroma Johnson & Johnson, pri katerem zadošča že en sam odmerek. Prvi so ga že dobili nekateri olimpijci in prve izkušnje z njim so dobre, zelo dobre. Količine odmerkov in pogostost dobav se povečujejo. Že na samem začetku dobav tega cepiva Janssen in njegove uporabe dobivamo cepivo vsak teden. Za ta mesec, torej za mesec maj, imamo do danes, do tega trenutka, že potrjenih najmanj 450 tisoč odmerkov 4 vrst cepiv, novih vrst cepiv pa v kratkem, torej v mesecu ali dveh, še ni pričakovati. Vseeno pa želim poudariti, kako pomemben je skupen evropski pristop, ki cepiva zagotavlja tudi najmanjšim članicam po enakih cenah in dobavah pro rata ali drugače povedano, glede na delež prebivalstva v našem skupnem evropskem prostoru. Solidarnost med članicami tega skupnega projekta se potrjuje in poglablja. Smo se pa žal naučili, kako pomembna je proizvodnja cepiv, pa tudi učinkovin v Evropi, na našem kontinentu, točneje znotraj Evropske unije. Zato veliko pozornost odslej posvečamo tudi povečevanju naše odpornosti, kontinentalne odpornosti in zmanjšanju odvisnosti od dobav od drugod. Ta zavest je vse močnejša in prihaja v ospredje pri oblikovanju skupne, predvsem bolj varne in učinkovite zaščite in drugačne, bolj normalne prihodnosti. Kot eden od dveh članov skupnega usmerjevalnega odbora za cepljenje Evropske komisije in vlad držav članic iz Slovenije, pa lahko povem, da se na številnih audio-video konferencah vsak teden usklajujemo pri načrtovanju cepilnih strategij za prihodnost, pri definiranju karakteristik bodočih cepiv in pripravljanju oziroma usklajevanju pogodb za razvoj, naročanje in proizvodnjo oziroma dobave cepiv v letu, ki prihaja. Doma smo v tem trenutku osredotočeni na pomoč cepilnim centrom in zagotavljamo boljših pogojev za bolj množično in hitrejše cepljenje. O novi skupni programski platformi in njenih možnostih bo jutri na tem mestu spregovoril tudi minister za zdravje Janez Poklukar, ki je kolesje Ministrstva za zdravje pognal hitreje in bolj odločno. Državni sekretar, hvala lepa za predstavitev. Kar nekaj novinarjev je z nami in prvi se je k besedi prijavil Planet TV. Če se ne motim, bo to gospod Domen Anderle. Pozdravljeni. Pozdravljeni, res je. Gospod Kacin, mene pa zanima, koliko ljudi še čaka na cepljenje v tej trenutni prioritetni skupini, torej stari od 50 do 59 let, in katera bo naslednja prioritetna skupina oziroma ali se bo, tako kot se namiguje, cepljenje potem odprlo za vse. Hvala lepa. Takole. Po zadnjem poročilu, ki ga imam, je v tej starostni skupini, to sta sicer po naši definiciji dve starostni skupini, cepljeno skupaj 70 tisoč ljudi, kar je v starostni skupini 50 do 54 let 16,3 odstotka, v starostni skupini 55 do 59 let pa 23,3 odstotka, medtem ko je drugi odmerek še manjši, pri mlajših 3,5, pri starejših pa 4,1 odstotek. Kar pomeni, da je ta skupina še zelo slabo precepljena in zato se prav ta teden fokusirajo na to skupino. Vaše vprašanje je bilo, kaj potem naprej. Nadaljnji koraki bodo pač odvisni od tega, kdaj se bo v praksi dokazala programska podpora
za cepljenje, ki jo bo jutri predstavil gospod minister, zato predlagam, da ga o tem povprašate jutri. Je pa to v zadnji fazi pred začetkom operativne uporabe. Skratka, hitimo zato, da bi te znatno povečane količine cepiv lažje in hitreje cepili oziroma poiskali tiste, ki so cepljenja najbolj potrebni. Hvala lepa za ta odgovor. Sledi vprašanje žurnala 24. Gospa Sergeja Hadner, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi najprej zastavila dve vprašanji. Najprej me zanima, popravite me, če se motim, napovedi so nekako, da bi do 15. junija dosegli to potrebno precepljenost, kar pomeni, da bi bilo treba v juniju izvesti nekako 700 tisoč cepljenj, kar bi pomenilo, ne vem, 20-30 tisoč cepljenj na dan. Pa me zanima, ali so po vaši oceni cepilni centri to sposobni izvesti, ali bomo imeli dovolj cepiva oziroma ali ocenjujete, da bomo dosegli to potrebno precepljenost do 15. junija. Potem pa moje drugo vprašanje, kaj se po vaši oceni dogaja v tej skupini starejših, predvsem v skupini 60 do 64 let oziroma še starejših, kjer je nekako cepljenje zastalo, ali je problem v tem, da teh ljudi pač jih je težko kontaktirati ali ni odziva, oziroma ali bi mogli nekako drugače pristopiti, da bi te ljudi privabili na cepilna mesta. Hvala lepa. Torej, zagotovo so manjši cepilni centri v manjših okoljih, kjer se, tako malo pretiravam, vsi poznajo med seboj, veliko bolj uspešni, ker so tudi proaktivni. Naslavljajo tiste, ki bi jih bilo potrebno povabiti na cepljenje, jih kličejo, so z njimi v stiku, v večjih okoljih, v večjih mestih pa se seveda pojavljajo večji problemi in na vaše vprašanje, ali so cepilni centri to sposobni, velika večina je za ta primer dobro organizirana, nekateri pa žal tudi še ne. Prav temu je namenjena ta nova programska podpora, da bi lahko pravzaprav dejansko ugotovili, kdo vse še ni bil povabljen, kdo vse je spregledan. Skratka, danes cepilni centri, odvisno pač v katerih zdravstvenih domovih so, uporabljajo zelo različne aplikacije in premalo povezani so med seboj. Zato še vedno ocenjujemo, da je v tej starostni skupini, za katero ste se posebej zanimala, kar nekaj spregledanih. Ne gre za to, da se ne bi želeli cepiti, ampak mislim, da so spregledani, čakajo. Ampak tam, kjer jih pokličejo, tudi pridejo in zato imajo pač v nekaterih okoljih v tej starostni skupini večjo precepljenost. To je treba popraviti, o tem vam bo jutri govoril minister za zdravje. Hvala lepa, sledi vprašanje Sveta na kanalu A. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Navezala bi se na vprašanje pred menoj, kako pa trenutno ocenjujete delo cepilnih centrov. Vemo, da verjetno samo aplikacija ne bo nadomestila tega, da aktivno kličejo ljudi na cepljenje. In pa še zanima me, kakšna je zdaj odločitev glede tega tretjega dodatnega odmerka, ki naj bi podaljšal zaščito. Bomo tiste, ki smo jih cepili prve, bodo ti dobili jeseni ponovni odmerek? Najprej takole. Jesen je tako rekoč pred vrati in odločitev bomo morali sprejeti relativno kmalu. Gre pa vendarle za nekaj drugega, če bo potrebno in zagotovo bo potrebno podaljšati imuniteto, tako kot pri prebolevnikih, po 6 do 8, najkasneje 8 mesecih, je treba ponovno cepiti. Ampak z enim odmerkom. Tako kot pri prebolevnikih, tudi pri vseh, ki smo že cepljeni, pomeni, da bo treba v času, ko bo potekla ta imuniteta, organizirati drugo cepljenje. Na to se aktivno pripravljamo in zato imamo tudi predvidene precejšnje količine cepiv
za tretji in četrti kvartal. Iz četrtega kvartala smo, kot ste slišali že prej, prenesli 60 milijonov odmerkov v drugi kvartal, zato da zdaj lahko hitreje pocepimo, zdaj govorimo o Pfizerju. Seveda pa načrtujemo tudi cepljenje v prihodnosti. Pripravljajo se okvirne pogodbe za prihodnje leto. O tem razpravljamo vsak teden. Tudi ta teden bodo predstavitve delovanja drugačnih cepiv v prihodnjem letu, ampak organizirani smo tako, da bi uporabili in upoštevali izkušnje iz preteklega leta. Naj spomnim, cepljenje se je pri nas začelo v mesecu decembru lanskega leta in tudi za prihodnje leto moramo biti pripravljeni na to, da bi že decembra, takrat kot so nekateri že bili cepljeni kot prvi v domovih, imeli na voljo drugo cepivo, ki lahko dodaja dodatno vrednost, ko gre za te seve oziroma mutacije, o katerih govorimo. Zelo se trudimo, da bi spustili starostno mejo, da bi zajeli tudi mlajšo generacijo pod 18 let. In tisti proizvajalci, ki bodo lahko zagotavljali cepiva, ki bodo na voljo tudi za mlajše, bodo seveda imeli pri sklepanju pogodb prednost. S tem se pravzaprav zdaj na veliko ukvarjamo, torej to cepljenje in to, kar se bo dogajalo v naslednjih 2 mesecih, je tako rekoč pred durmi, ampak mi moramo biti naravnani tudi na daljše obdobje in gledati ne le v leto 2022, ampak tudi v leto 2023. S tem se pač veliko ukvarjamo in to, kar je problem v tem trenutku, bomo poskušali seveda preseči z drugačno podporo, z večjimi količinami cepiv, predvsem pa z boljšim sodelovanjem s cepilnimi centri. Hvala lepa. Sledi vprašanje TV Slovenija. Izvolite. Pozdravljeni, Andreja Gregorič na tej strani. Jaz imam več vprašanj in sicer prvo se nanaša na, če sem prav razumela, ko je vprašanje, da se bo cepljenje odprlo za vse, sem vas prav razumela, da ste to pogojevali z zagonom aplikacije. Naslednje vprašanje je, ali bo ta nacionalna aplikacija združljiva s tistimi, ki jih nekateri cepilni centri že imajo in ali to za uporabnike pomeni, da se bodo morali ponovno prijavljati, kaj to z uporabniškega vidika pomeni. Pa tudi v bistvu, zakaj se aplikacija vzpostavlja šele zdaj, se pravi 4-5 mesecev po začetku cepljenja. In še, kakšne so smernice glede cepljenja prebolevnikov, ali cepilni centri preverjajo, ali je res minilo 6 mesecev od prebolele bolezni, ker namreč prihajajo informacije do nas, da so bili cepljeni tudi tisti, ki tudi prej kot po 6 mesecih po bolezni. Hvala. Ja, veliko vprašanj ste nanizala, pa začnijo od zadaj pri prebolevnikih. Žal, kljub temu, da je že 22.4. na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje bil objavljen zapisnik posvetovalne skupine za cepljenje, ki ga vodi profesor dr. Bojana Beović, po katerem v Sloveniji z prebolevnike cepimo le z enim odmerkom. Vedno znova naletimo na primere, ko še naprej cepijo z 2 odmerkoma. Do mene pride tudi primer takih napak, ko se nekdo cepi z AstraZeneco, pa ga potem povabijo na drugi odmerek s Pfizerjem, k sreči to odkloni in s tem opozori na napako. Iz teh razlogov je pač potrebno aktivirati to skupno programsko opremo. Vaše vprašanje je bilo, ali bo potrebna ponovna prijava. Ne bo.
O tem bo več govora jutri. Ampak tisto, kar lahko povem konkretno na vaše vprašanje, je, da zdaj ne gre za to, ali se bodo cepilni centri prilagodili in vključili v to aplikacijo ali ne. Veliko primerov smo imeli, ko so rekli ne, ko je bilo zahtevano nošenje mask v šolah, pa testiranje v šolah, pa proti cepljenju nekateri zaposleni. Tako se bodo morali tudi cepilni centri prilagajati spremembam. Tako kot se moramo prilagajati mutacijam, se bodo tudi oni morali prilagoditi, kajti programska oprema je namenjena prav temu, da bi zajeli čim več ljudi, da bi imeli jasen pregled na tem, kdo je bil povabljen in kdo ne, in da bi potem na podlagi tega lahko v posameznih cepilnih centrih pomagali na najboljši možni način. Prej bi lahko rekel, pa žal nisem, zdaj pa bom, no, da tisti cepilni centri, ki imajo klicno službo, ki imajo klicni center, kjer ne le sprejemajo, ampak tudi sami kličejo in vabijo, imajo bistveno boljše rezultate in so njihovi dosežki za zgled drugim. Torej želimo predvsem pozitivno vplivati na organizatorje cepljenja na lokalni ravni. Ampak to je državni cepilni sistem. Država zagotavlja cepiva, zagotavlja cepilno opremo, plačuje za cepljenje, vse ostalo pa pač izvajajo izvajalci, kot so zdravstveni zavodi ali pa drugi tudi zasebni zavodi, v skladu z lokalnimi ne možnostmi, ampak lokalnimi razmerami. Hvala. Sledi vprašanje 24 ur. Prosim. Ja, lep pozdrav, tudi Grešovnik, Pop TV na tej strani. Morda, gospod Kacin, na kratko, če lahko še pojasnilo glede odločitve koprskega sodišča, da nenošenje maske torej ni prekršek, in me sicer zdaj zanima, kaj namerava vlada v zvezi s tem narediti. Bo to očitno napako v zakonu o nalezljivih boleznih popravila in kaj bodo naredili s tistimi, ki so te globe že poravnali, ter ali bodo inšpektorji in policisti kršitelje še vedno kaznovali? Morda na kratko, prosim. Vaše vprašanje presega mandat moje logistične podpore cepljenju. Mislim, da se o tem oba strinjava, ampak ne glede na to, kaj vem o tem, bi vam odgovoril na tale način. Vlada se bo danes formalno seznanila z novim zatečenim stanjem, bo od pristojnih članov vlade tudi slišala predloge, kako in kaj naprej, in vlada vas bo po seji o tem tudi obvestila, če bo kaj zapovedati. Hvala lepa. Gospod Domen iz Planeta TV ima še eno vprašanje. Domen, izvolite. Ja, pozdravljeni, še dve vprašanji. Nekaj ste sicer, je bilo že nekaj govora glede tega vabljenja, pa me vseeno zanima, a se razmišlja, da bi se to centraliziralo na ravni države, ker trenutno je to pač prepuščeno vsakemu cepilnemu centru posebej, recimo kemik dr. Roman Jerala predlaga sistem kot na volitvah, da bi pač vsak dobil na dom pošto, da je vabljen, da je odmerek rezerviran za njega. To je prvo vprašanje, pa zanima me še, potekali naj bi dogovori s sosednjimi državami, da bi se prav tudi tisti, ki so bili cepljeni šele s enim odmerkom AstraZeneke in verjetno pač z drugim ne bojo do konca poletja, lahko prehajali meje. Je že kaj znanega več, so morda že kakšni dogovori sklenjeni, kako je s tem? Hvala. Ja, jaz verjamem, da so predlogi profesorja Jerale dobronamerni, niso pa uresničljivi v tem trenutku. Kajti vedeti morate, da je med tistimi, ki so potrebni cepljenja, veliko posebnih kategorij. In kar centralno naročati za celo državo preprosto ne gre, ker je ogromno specifičnosti zaradi takih in drugačnih bolezni pri posameznikih. In centralno administriranje je možno, je pa seveda nepravično, zato ker je premalo občutljivo in se ukvarja bolj z številkami kot pa z ljudmi. Torej, nobena programska oprema ne more
nadomestiti presoje, ki se dela na lokalni ravni. Drugo, ni res, ne, da bi vse vabili cepilni centri. Nekatere strukture se cepijo, naprimer v cepilnem centru Slovenske vojske. Tam, bom rekel, kritična dejavnost, ki se tam cepi, povabi svoje zaposlene na cepljenje v ta cepilni center in na podlagi tega njihovega seznama cepilni center potem naroča cepiva. Torej, Ministrstvo za obrambo ne pošilja vabil, ker bi naslednji dan lahko v naši javnosti slišali, da so to vpoklici strani vojske in podobno, ampak delodajalci poskrbijo za to, da obvestijo svoje zaposlene, kje in kdaj bodo cepljeni kot del kritične infrastrukture. Torej, to so različni sistemi. Vendar se vse to vnaša v enotni podatkovni sistem ERCO, v katerem so vsi zabeleženi. In zaradi tega, ker se zdaj zelo striktno preverja ta ERCO podatkovno bazo, se seveda odkrije tudi take, ki so cepljeni več kot dvakrat, in potem se vsakega posebej primerja, ali gre za napako v vnosu, ali se je res zgodilo kaj takega, zato da bi vzpostavili sistem, ki bi bil učinkovit in da do napak ne bi prihajalo. Tudi ta podatkovni sistem, o katerem bo govoril jutri gospod minister, je pomemben zato, da bi hitreje polnili ta podatkovni sistem ERCO, da bi imeli realno predstavo o tem, kaj vse je že pocepljeno, da ni tega 48-urnega ali pa še daljšega zamika in da potem ni teh vprašanj, kje so zdaj vsa ta cepiva, ki jih baje imamo v skladiščih. Temu preprosto ni tako. Cepiva so v obtoku, le poročanje zamuja o tem. Hvala lepa. Še 5 prijav imamo. Najprej vprašanje gospe Sergeje Hadner. Hvala. Izvolite. Ja, jaz bi vas rada vprašala, najprej prej ste rekli, da so manjši cepilni centri veliko bolj uspešni, pa me zanima, ali bo za tem splošnim cepljenjem, do katerega bo slej, ko prej prišlo, omogočeno tudi vse splošno slovensko cepljenje po celotni državi, se bi bilo možno, ne vem, iz Ljubljane iti kam drugam cepiti, kjer je mogoče manjša vrsta, ali pa mogoče posebnemu zdravniku, nekaj bilo govora tudi o zobozdravnikih, ne vem, osebni zdravniki imajo verjetno hladilnike potrebne. Potem me pa zanima tudi, ali imate mogoče podatek, koliko cepiva Pfizer zaradi neodziva vabljenih na cepljenje propade. Hvala lepa. Torej, prvo vprašanje za ministra in jutri vam bo z veseljem odgovoril na vprašanje. Za drugo vprašanje vam pa lahko odgovorim, da Pfizer cepivo ne propade. Pfizer pride in sproti gre in je v celoti porabljeno. Tako da Pfizer je cepivo, ki nikoli ni v skladiščih, razen v zmrzovalnih skrinjah, dokler ni razposlano na cepilna mesta. Tam se seveda razreči, se pripravi za uporabo in potem se ga tudi porabi. Nimamo podatkov o tem, da bi prihajalo do kakršnega koli, da uporabim termin, propadanja posameznih odmerkov cepiv. Jaz sem seznanjen za en primer, kjer je prišlo do tehnične napake v hladilniku, pa je nekaj odmerkov zaradi tega bilo umaknjeno iz uporabe, ker ni bilo jasno, kako dolg je bil izpad in ali se je med tem kaj odtalilo ali ne. Drugih primerov pa nimamo. Vsaj po podatkih, s katerimi razpolagam jaz. Hvala lepa. Naslednje vprašanje zastavlja STA, gospa Sanja Gornjac. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi dopolnila prejšnje vprašanje oziroma podvprašanje vašemu odgovoru glede centralnega naročanja. Rekli ste, da to ne gre, da je preveč specifičnosti pri posameznih skupinah. Pa me zanima, ali gre morda razmislek v tej smeri, da bi nagovorili družinske zdravnike, da bi ti bolj aktivno klicali svoje opredeljene paciente in morda tudi kasneje prihajajo večje dobave cepiva,
cepili tudi tam, kar je vprašala kolegica že pred mano, ali bo to ostajalo striktno, se pravi cepljenje v cepilnih centrih. Pa glede Janssena imam še vprašanje, če morda veste, kam je bilo to cepivo razporejeno. Nekaj so ga dobili olimpijci, nekaj ga je v UKC Ljubljana, ki so pa ostali odmerki. Hvala lepa. Ja. Najprej zadnje vprašanje. V tej moji preglednici, ki jo imam s seboj, je zapisano, da je 169 odmerkov bilo do zdaj porabljenih. Verjamem, da jih bo v petek uporabljenih še kakih 270. To je cepivo, ki takoj učinkuje, ni potreben drugi odmerek, zato z njim pač skrbno gospodarimo in cepimo tiste, pri katerih je pomembno, da je to cepljenje opravljeno čim prej. Ampak na konkretna vprašanja vam bo lahko odgovoril jutri minister. Ne želim biti minister v senci in odgovarjati stvari, ki so v njegovi pristojnosti. Enako velja za vaše prejšnje vprašanje o tem, ali so to lahko zobozdravniki, ali so osebni zdravniki lahko cepitelji, morda, ampak odvisno, za katero cepivo bi šlo. Vse to vam bo jutri pojasnil gospod minister. Hvala lepa. Svet na kanalu A ima še eno vprašanje. Izvolite. Lepo pozdravljeni še enkrat. Imela bi v bistvu 3 vprašanja in sicer prvo bi se navezala na tisti tretji odmerek, o katerem ste prej omenili, da so odmerki že predvideni. Koliko je teh zalog za tretji odmerke? Bo potrebno morda ponovno še kaj naročiti cepiv? In nisem prepričana, če sem vas prav razumela, pa če bi lahko še enkrat ponovili, torej se računa na to, da bi ti bili tretjič cepljeni z nekim drugim cepivom, zato da bi bili bolj zaščiteni še proti drugim sevam. Naslednje bi me zanimalo, če je AstraZeneca zdaj že uradno morda potrdila kakršnekoli dobave za maj ali pa morda tudi za naprej. In pa sami ste že čisto na začetku omenili zelo nizke odstotke cepljenosti v tej starostni skupini od 50 do 59 let. Koliko ljudi pa je pravzaprav prijavljeno v tej starostni skupini? Jaz vam lahko povem podatke o tem, koliko cepljenj je bilo opravljenih in kaj nam evidenca prebivalstva pripoveduje o tem, koliko ljudi je. Nimam zdaj pri sebi številk, koliko jih je v celotni populaciji, ampak na ERC-u, ki je javno objavljen, si to lahko pogledate. Katera cepiva bi se uporabljala za tretji odmerek, je pač odvisno od tega, katero cepivo je bilo uporabljeno prvič in kakšne mutacije se bodo še razvile, če se bodo razvile do takrat, ko bo potrebno cepiti. Mi se dogovarjamo z različnimi proizvajalci za različne količine cepiv. Tisto, kar je bilo mogoče razbrati iz uvoda, je, da mi ne želimo biti odvisni samo od enega dobavitelja. Naj spomnim, lansko jesen je prevladovala ocena, da bodo ljudje veliko lažje sprejemali vektorska cepiva, ker so tega vajeni in bo za njih veliko večje zanimanje in da nova mRNA cepiva ne bodo zanimiva, ker je to neka novotarija, nek eksperiment. Pa se je v mesecu pokazalo, da se je zgodba obrnila na glavo, da je AstraZeneca zamujala in ko so se pojavila mRNA cepiva in ni bilo nobenih negativnih izkušenj ali pa zelo malo, so ljudje razumeli, da je to priložnost, so se temu odzivali in se temu tudi odzivajo. Ker AstraZeneca ni, je Evropska komisija reagirala skupaj s proizvajalci, ki lahko v tem trenutku dobavijo. S proizvajalci, ki imajo proizvodne kapacitete, ki imajo redne dobavitelje svojih učinkovin in se jim ne dogaja to, kar se dogaja nekaterim, ko enostavno ne morejo dobaviti potrebnih količin. Torej, bom povedal zelo jasno, želimo si imeti nabor cepiv, kjer ne prevladuje samo eno cepivo, ampak smo pripravljeni na vsako situacijo, da lahko, če je temu tako, preskočimo iz enega na drugo cepivo, da povečamo količine cepljenja z neko drugo cepilno znamko, če uporabim ta termin. Skratka, želimo biti odporni. Evropa se tega zelo zaveda in zaradi tega vztrajamo, da mora biti proizvodnja znotraj Evropske unije.
Ni dovolj, če je proizvodnja v Švici. Tam veljajo druga pravila. Oni lahko izvažajo, pa ne bo prišlo dovolj v Evropo. Smo se marsikaj naučili. Vsi nam dajo za zgled Veliko Britanijo, odkudar ne prihajajo cepiva, ki smo jih naročili, ki jih je po pogodbi potrebno dobaviti, zato ker pač cepijo državljane Velike Britanije in še koga drugega. Torej, vse to so izkušnje, zaradi katerih vam govorim o tem, da želimo biti odporni, in zato vam tudi ne morem zdaj na pamet odgovoriti o tem, na vprašanje, koliko cepiv je za ta namen pripravljenih. Imamo dovolj fleksibilno ozadje, da se lahko temu prilagajamo. Hvala lepa. Naslednje vprašanje bo zastavila gospa Alenka Gabrovec iz časopisa Slovenec, zatem pa imamo še 2 prijavi. Izvolite. Pozdravljeni, državni sekretar. Jaz bi vprašala malce več vprašanj, če smem, pa upam, da bom dobila odgovor. Najprej bi se vrnila k idejam oziroma predlogom dr. Jerala. Je pred dnevi svetoval, da naj bi se cepilo v bistvu vsak dan. Ali je ta njegova ideja izvedljiva? Potem me zanima, omenili ste, da cepilni centri, ki kličejo sami, so intenzivno pristopili k cepilni strategiji, so bolj uspešnejši in da je trend, da se pozitivno vpliva na cepilne centre. Vendar so do sedaj ravno cepilni centri, ki so bili pri cepljenju uspešni, dobili največ kritik. Cepilni centri, ki pa so v bistvu imeli slabše rezultate, so pa v bistvu zelo redka je bila kritika. Zakaj to? In nekaj malega ste že omenili, kaj je bilo narobe pri cepilnih centrih, kjer imajo slabšo uspešnost. Kaj bi lahko prosim povedali kaj več o tem, kaj konkretno je šlo narobe, kje se jim zalomi? In zadnje vprašanje, omenili ste tudi, da je bilo nekaj napak, nekaj smo jih tudi lahko brali v medijih, od tega, da so se ljudje tretjič cepili z različnimi odmerki. Pa me zanima, ali je kdorkoli za te napake odgovarjal, ali je pač zadnja sankcija to, da dobi opozorilo. Hvala za pojasnila. Torej, razmere in posledice cepljenja nadzira zdravstveni inšpektorat in zato zelo natančno pregledujejo to skupno podatkovno bazo ERCO in iščejo probleme. In seveda prihaja tudi do prijav in na vsako prijavo se reagira, se ugotovi, kaj je narobe. Velikokrat se vidi, da vabijo iz iste družine mlajše, starejših pa ne in podobne stvari. V vsakem takem primeru se potem intervenira in se poskuša napako prvič popraviti, hkrati pa seveda to zelo pozitivno vpliva na nadaljnje delo teh cepilnih centrov. O tem, kakšne ukrepe izvajajo, bi predlagal, da zastavite vprašanje. Redno vsak teden tukaj nastopa predstavnica zdravstvenega inšpektorata, to je vprašanje za njih, koliko in kakšnih ukrepov je, tudi povedal vam lahko, koliko teh posameznih postopkov še poteka. Na vaše prvo vprašanje, ali se da cepiti vsak dan, seveda se da cepiti vsak dan, ampak cepilni centri morajo imeti na voljo dovolj ljudi. Ljudi ni na pretek in s človeškimi viri je potrebno razumno gospodariti. Mislim, ljudje ne morejo pregorevati. Tam, kjer so potrebe, se lahko, zdaj vam govorim teoretično, cepi tudi vsak dan. Tam, kjer jim število prebivalcev in tistih, ki jih morajo cepiti, ne dosega takih številk, pač cepljenje vsak dan ni potrebno. Cepljenje se izvaja v takem obsegu, kot ga organizirajo cepilni centri, ki tudi naročajo vrste cepiv in količine cepiv, glede na to, koliko potreb imajo. Kot rečeno, poskušamo v največji možni meri, govorimo NIJZ, zadostiti pričakovanjem in potrebam cepilnih centrov. Ko pa bo cepiva bistveno več, kot ga je v tem trenutku, pa bo tudi cepilni čas ali pa cepilni urnik, cepilni tednik ali pa teden lahko drugače organiziran. Hvala lepa. Sledi vprašanje TV Slovenija.
izvolite. Ja, pozdravljeni še enkrat. Mislim, da mi na to vprašanje niste odgovorili, in sicer zakaj aplikacija prihaja šele zdaj, če si v bistvu tako veliko obetate v zvezi z njo. Hvala. Torej, kot veste, je začasni minister, ko je ugotovil, da razmere na Ministrstvu za zdravje niso, kako bi rekel, ohrabrujoče, odločil, da razpusti ekipo za cepljenje v Ministrstvu za zdravje in da pooblastilo prenese na NIJZ. Ne glede na to pa je pogodba, ki govori o pripravi programske opreme oziroma njeni nadgradnji v pristojnosti Ministrstva za zdravje. In zato vas prosim, da to vprašanje postavite jutri gospodu ministru. Nisem govorec vlade, pokrivam samo en segment, nujno pa potrebujemo to aplikacijo, ker brez nje vsega prebivalstva v večji meri očitno ni mogoče zajeti. Hvala lepa tudi za to pojasnilo. Še eno vprašanje imajo pri STA. Izvolite. Ja, pozdravljeni ponovno. Omenili ste, da pač se cepljenje izvaja v takšnem obsegu, kot ga zmorejo cepilni centri, ampak od ponekod je pa slišati, da bi v bistvu lahko že nadaljevali cepljenje, ampak se je nekako ustavilo zaradi nacionalne strategije, ki pač določa prednostne skupine, te pa so že ponekod, tako pravijo, pocepili. Ne bi bilo morda smiselno, da se nek bolj fleksibilen sistem omogoči, da bi se tako hitreje pocepilo čim več ljudi. Tudi recimo cepivo Janssen, ga že imamo nekaj tisoč odmerkov, zdaj pa slišimo, da jih je uporabljenih okrog 200, če sem si prav zapomnila. Glede na to, da je za to cepivo potrebno samo ena doza za polno zaščito, cilj strategije pa je, da se čim prej pocepi čim širši krog ljudi, ne bi bilo morda smiselno, da se tudi na tem področju zgodijo neke spremembe. To je vprašanje za gospoda ministra, ampak jaz vam bom odgovoril samo v enem segmentu. Cepivo Janssen se lahko cepi, če ga v cepilnem centru kdo naroči. Ko se pojavi novo cepivo, vedno traja nekaj časa, da se zdravniki, ki odločajo o tem, koga cepiti s čim, seznanijo tudi s tem cepivom. Potreben je določen čas in takrat, ko se ta proces začne odvijati, takrat se to cepljenje lahko izvaja tudi v večjem obsegu. In ne pozabimo, tudi zdravniki spremljajo, ali so kje kakšne reakcije pri vsakem cepivu, preden se oni odločijo, da bi svojim pacientom predpisali tako cepivo. Ampak še enkrat, zato imamo gospoda ministra, ki bo jutri pojasnjeval ta vprašanja. Hvala lepa, vprašanj kar ne zmanjka. Še dve prijavi imamo. Najprej gospa Rebeka, izvolite. Gospod Kacin, lepo pozdravljeni. Samo ponovila bi vprašanje, na katerega mi prej niste odgovorili, in sicer ali je AstraZeneca zdaj že uradno morda potrdila kakšne dobave za maj ali pa morda tudi za prihodnji mesec? Sem povedal, da nimamo potrditev za daljše obdobje od 2 tednov. V tem tednu AstraZeneca ne dobavlja, za prihodnji teden je potrdila količino, napovedala in potrdila količino in za naslednji teden tudi. Ampak količine niso take, kot so jih oni dolžni dobavljati. In uvodoma sem govoril najprej o tem, da poskušamo izpad odmerkov AstraZeneca nadomestiti z večjo količino drugih cepiv. Hvala lepa, pa kot kaže še zadnje vprašanje, TV Slovenija. Ja, še eno vprašanje. Zdaj se pogovarjamo o številnih odprtih vprašanjih in luknjah v organizaciji cepljenja. Slišate tudi številne kritike, kaj od teh jemljete morda tudi nase? Glejte, kritika mora biti konkretna, ne? Jaz sem koordinator, kar pomeni, da sem v veliki meri mediator ali pa povezovalec različnih resorjev in usklajevalec. Opozarjam na nekatere probleme in poskušam, glede na položaj, ki ga imam pri različnih izvajalcih, doseči, da se odzovejo drugače. Za vsako prijavo, ki je naslovljena name, jo odstopim zdravstvenemu inšpektoratu,
na vse tvite, ki zahtevajo odgovor, pač reagiram in posredujem informacije pristojnim, ki se lahko o teh rečeh pogovorijo. Ne more pa biti naslov vladnega koordinatorja za cepljenje naslov, ki bo reševal vsak individualni problem. Jaz se tega ne branim, ampak govorim o tem, da nimam teh pristojnosti in da gre velikokrat za strokovna vprašanja in zaradi tega še enkrat, brez te celovite programske podpore, delujoče, brez vključevanja vseh deležnikov v ta sistem, brez možnosti, da zdravniki vpogledajo v vse te informacije, brez možnosti, da vidijo en del od tistih 140.000 prijav, ki so jih poslali za cepljenje že v mesecu decembru, pa so bili dolgo časa nedostopni. Mimogrede, 28. aprila je dobil Nacionalni inštitut za javno zdravje odločbo, s katero se razveljavi prejšnja odločba informacijskega pooblaščenca, postopek inšpekcijskega nadzora se je ustavil in takrat so se tudi sprostile te podatkovne baze in te podatkovne baze gredo zdaj lahko v sistem. Vse to je treba integrirati med seboj in o tem vam bo ponovno jutri govoril gospod minister. Jaz sem prišel na to mesto takrat, ko je bilo pač ugotovljeno, da sistem ne deluje. In tisto, kar je moja naloga, je bila logistična podpora. Zato povem, da smo ugotovili, da tudi na NIJZ logistična podpora ni zadostna, zato smo se odločili za poziv tistim, ki so izpolnjevali pogoje, da bi lahko pri tem sodelovali kot podizvajalci. Izbran je bil Salus, ki danes logistiko, se pravi skladiščenje, pakiranje, dostavo in potem pobiranje ostankov cepiv in cepilne opreme tudi zelo uspešno izvaja in zato se NIJZ veliko lažje lahko fokusira na pričakovanja cepilnih centrov in poskuša zagotoviti potrebne količine in vrste cepiv po posameznih cepilnih mestih. Kar se pa dogaja na posameznem cepilnem mestu, morebitno preskakovanje ali pa napake, ki se dogajajo, je pa treba ugotoviti pri izvajalcih. Če mislite na mojo odgovornost, vam lahko povem, da ni vedno lahko prenašati vse kritike kar tako počez. Na drugi strani je pa tudi veliko pritožb, ki pa niso konkretizirane. Ni navedena oseba, ni doveden cepilni center in pri takih pavšalnih pristopih, ki seveda zastrupljajo javno mnenje in vznemirjajo ljudi, je zelo težko odreagirati na primeren način in popraviti razmere v cepilnih centrih. Ampak vse, kar sem vam danes povedal, mislim, da ni mogoče razumeti drugače, kot da poskušamo vplivati pozitivno, tam, kjer pa so potrebne sankcije, so pa zato pristojni, dolžni take sankcije tudi uvesti. Hvala lepa. Gospa Sanja Gornjec je zaprosila vnovič za besedo. Izvolite. Res zadnje vprašanje. Zanima me še morda, če načrtujete kakšno kampanjo, ki bi bila s pozivom za prijavo za cepljenje, ki bi bila bolj usmerjena, naprimer po različnih starostnih skupinah. Včeraj objavljena raziskava NIJZ je naprimer pokazala, da je predvsem pri mlajših nekoliko več skepticizma, ko pride do cepljenja. Najbrž tudi zaradi tega, ker je potek bolezni pri njih blažji in morda računajo na to. Boste jih nagovorili posebej in na kak način? Hvala. Tudi to je vprašanje za ministra. Jaz bi si vzel pravico, da odgovorim samo na tale način. Danes sem se pogovarjal z docentko doktorico Matejo Logar o razmerah v UKC-ju. Govoril sem z docentom doktorjem Alešem Rozmanom na Golniku, kako stvari izgledajo, ampak dve sporočili se mi zdita izjemno pomembni. Prvo, da je povprečna starost obolelih za COVID-om, ki so v COVID oddelkih bolnišnic,
zdaj 8 let nižja, kot je bila v prvem valu. Pri tem pa se, če uporabim termin, ležalna doba ali zdravljenje ne skrajšuje. Skratka, primeri zahtevajo vedno daljšo obravnavo. In to je sporočilo mlajšim. Skepticizem med mladimi je splošen pojav. Ko pa se bo odprla možnost, da se cepijo vse starostne skupine, takrat verjamem, da bo teh pozitivnih zgledov in izkušenj med mladimi vse več in da mladi, ki želijo biti mobilni, ki ne želijo biti zaprti v državne meje, ki želijo potovati, bodo zelo hitro ugotovili, kaj vse jim prinaša cepljenje. Da ponovim termin, ki sem ga uporabil na začetku, želimo si povratek k več normalnosti in samo cepljenje nam to prinaša. Zaenkrat žal samo mladim nad 18 let in vsi so mladi do visokih starostnih skupin. Sem bil opozorjen, da moram zelo paziti, da rečem, da se začne obdobje starostnikov, ker so mnogi lahko iz utemeljenih razlogov občutljivi na te zadeve. Mislim, da so mladi še najmanj problematična skupina. Mladi se hitreje prilagajajo, se hitreje učijo, ko bodo videli, kako ta cepiva učinkujejo in kakšne praktične posledice prinašajo, se bodo z veseljem odzvali v večjem obsegu. O morebitni kampanji pa prosim vprašajte ministra. Hvala lepa. Kot kaže, smo izčrpali nabor vprašanj. Državni sekretar, hvala za vsa pojasnila. Tudi vam hvala za povabilo in lep dan še naprej. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih, še več odgovorov podanih, a vseeno še vprašanje z moje strani. Morda še kakšno vprašanje? Ni več vprašanj. Hvala lepa za to vsem za pozornost. Lep dan in lep pozdrav. Do jutri. Nasvidenje.